V tem trenutku imamo v Sloveniji že približno 25 osebnih avtomobilov, ki jih poganja izključno elektrika, seveda pri tem ne štejemo še priključnih hibridov. Ponudba se vsak dan povečuje, tako da bo kmalu mogoče zares izbirati električni avto. Gre predvsem za izredno visoko ceno baterij, ki določajo ceno električnega avtomobila, vendar pa tudi cene baterij padajo. Če so bile še okoli leta 2015 pri okoli $350 za kilovatno uro, pa strokovnjaki pričakujejo, da se bodo že okoli leta 2030 spustile pod $100. Priključni hibridi torej združujejo prednosti enih in drugih, seveda pa je njihova pomanjkljivost to, da sta v enem avtomobilu združena oba pogona, se pravi, njihova pomanjkljivost je visoka cena, visoka teža in relativno kompliciran pogon. V prihodnosti jih bodo verjetno nadomestili zmogljivejši električni avtomobili, strokovnjaki pa v tem primeru še vedno bolj računajo na gorivne celice. Priključni hibridi imajo doseg med recimo 45 in 60 km v povsem električnem načinu delovanja, medtem ko lahko z pogonom na motor z notranjim izgorevanjem dosegajo tudi 500 in več kilometrov, tako da so primerni predvsem za tiste, ki nočejo biti odvisni od omejitev, ki jih v tem trenutku še postavljajo električni avtomobili. Glavne prednosti električnega avtomobila je pravzaprav to, kar lahko slišimo oziroma česar ne moremo slišati. Se pravi, izredno tih, prijeten zvok, cel sistem deluje zelo mirno, skoraj da neslišno. Vse, kar je mogoče slišati pri vožnji z električnim avtomobilom, je pravzaprav nek oddaljen pisk električnega motorja in pri višjih hitrostih tudi nekaj gum, torej trenja pnevmatik, nekaj vetra. Druge prednosti so seveda še nizki stroški vzdrževanja, ki so približno 30, morda celo 40% nižji kot pri avtomobilih z motorjem z notranjim izgorevanjem. Seveda pa gre tudi za izredno nizke stroške energenta, ki je v tem primeru elektrika. Seveda pa je vse skupaj odvisno od tega, kje boste napajali vaš električni avto. Če ga boste doma iz domače stenske polnilnice ali wallboxa, so lahko stroški seveda zelo nizki. Pri hitrih polnilnicah pa se lahko zadeve spremenijo, ampak seveda bistvo tega avtomobila je, da ga poskušate polniti čim večkrat na čim cenejšem viru elektrike. Sodobni električni avtomobili imajo doseg, ki je seveda v največji meri odvisen od velikosti oziroma energetske gostote baterije, ki je vgrajena v tak avtomobil. Za avtomobile, ki so v nekakšnem spodnjem, srednjem ali srednjem velikostnem razredu, med spodnje srednje recimo ali manjše spada pa tudi tale Corsa E, že velja, da je doseg nekako med 300 in 400 km v grobem, medtem ko je za avtomobile, ki so v nekaj višjem cenovnem razredu, postaja že nekakšna norma doseg med 400 in 500 km, seveda pa nekateri omogočajo tudi že več. Vsekakor pa je potrebno reči, da je realni doseg avtomobila, električnega avtomobila, odvisen predvsem od načina vožnje, od obremenitve, seveda pa tudi od tega, kakšna je temperatura zunanjosti, kakšna je topografija ceste. V mnogočem pa vozniku pomagajo tudi proizvajalci z tako imenovanimi voznimi programi, kjer določeni programi omejijo
moč in hitrost, tako kot recimo tudi v tej Corsi, in na ta način podaljšajo doseg do maksimuma, torej recimo pri tem avtomobilu do 330 km. Če pa se voznik odloči za povsem športno vožnjo, torej največjo moč, ki jo tak električni stroj ponuja, pa je doseg seveda nekoliko manjši. Pri prehodu v električno mobilnost pa seveda tehnika ne predstavlja večje težave, vsaj v tem trenutku ne. V tem trenutku je verjetno največja težava vseh polnilna infrastruktura, ki je v Sloveniji na voljo. Trenutno imamo v Sloveniji po ocenah strokovnjakov nekje med 800 in 1000 polnilnic, seveda z različnimi močmi in, kar je še huje, z različnimi operaterji. Je pa res, da se stvari popravljajo, tako da bo po nekaterih ocenah že do konca letošnjega leta mogoče polniti električni avtomobil bistveno bolj enostavno. Mislim, da bosta samo še 2 velika operaterja, tako da bo mogoče potovati po Sloveniji bistveno bolj enostavno, kot je bilo to do sedaj.